Ste kdaj pomislili, kaj človek potrebuje za izdelavo lastne znamke športnih avtomobilov? Veliko znanja, brez skrbi. Nekaj denarja, verjetno tudi. Jajca v velikosti te žoge, da si kaj takšnega sploh upa narediti, pa vsekakor. In potem še kupcem zaračunati več kot 300 000 evrov za svoj avtomobil, kar je več od cene Ferrarija 458 Italija, Lamborghinija Aventador ali Porsche GT3 RS. Ampak brez takšnih malih delavnic ne bi bilo Paganijeve Zonde, ne bi bilo Ariela Atoma in drugih podobnih strojev. Zato takšno delo zelo cenim, še posebej pa, če je plod slovenskega znanja. Kot tale. Tušek Renovatio T500. Samo nečesa ne razumem, kako se je Aljoša Tušek s tako velikimi jajci sploh uspel usesti v ta avto, da je potem ugotovil, da je z delom zadovoljen. Za začetek kratka lekcija zgodovine. Aljoša Tušek je nekdanji slovenski dirkač, ki si je pred leti kupil avtomobil K1 Atech. Z njim je bil zadovoljen, ne pa popolnoma, zato se je odločil narediti kar svoj avtomobil. Pa da ne boste mislili, da je samo tistega malce predelal. Ne, vzel je le del cevnega okvirja, vse ostalo je izdelano na novo. Več kot 80% vseh sestavnih delov. Večinoma celo ročno. Materiali pa so takšni kot iz znanstvene fantastike. Alcantara, karbonska vlakna, molibden. Za menoj, ampak res tik za menoj se dere 8-valjnik iz Audija RS4. Ponuja 450 konjev oziroma 333 kW in pomembno je, Audi ne da svojega motorja kar vsakomur, kar pomeni, da je ta avto res nekaj posebnega. Že samo maso, ki je manjša kot pri vseh ostalih superšportnikih, 1090 kg, kar pomeni, da pospešek od 0 do 103,7 sekunde, končna hitrost več kot 300 km/h. Ampak za končno hitrost mi je figo mar. Lega je tista, ki me je osvojila. Prej se za menoj zapodil en vlak, pa je iztiril, še preden sem bil na meji oprijema. Že res, da vam ne morem povedati, ali se Ferrari 458 Italija pelje bolje ali slabše in da se v Porsche GT3 RS niti usedel še nisem. Ampak verjamem, da sta oba manj dirkaško nastrojena že zaradi same mase, pa tudi zaradi tega, ker ta avto nima niti ESP-a, niti ABS-a. Se mi zdi, da je to bolj avtomobil tipa Ariel Atom, torej igrača za nadirkališče, s tem, da je pri tem avtomobilu vseeno lažje skajati z njim vsak dan. Ne bom rekel, da je udoben, je pa čisto povsem dovolj civiliziran. Na kakšnem hudem vrtiljaku ste se sigurno že peljali, ali pa na vlaku smrti. In potem veste, kako hudo močno zavre ob koncu vožnje. Tako zavira tudi Renovatio. Občutek na pedalu je sicer krasen, ampak če boste zavirali z babico na sovozniškem sedežu, ji bo zobna proteza nedvomno odletela naprej. Glede na to, da stane toliko kot ena zelo, zelo konkretna hiša, je logično, da je filigransko izdelan. Baje je celo nosilec brisalnika narejen po meri. Dejansko bi le streha dela pomisleke, ker je ne morem peljati s seboj, ampak trenutno počiva na Ptuju. Tale je že tretji izdelan, T500, 2 sta že prodana in tega ne morete kupiti. Pa ne zato, ker ga bom kupil jaz, mi približno 299 tisočakov še manjka. Tudi če imate 300 000 evrov, vam bo v takem avtu pošteno vroče, pa ne samo zaradi zmogljivosti. A ja, še eno stvar ima fino. Tole, ki ne rabim niti zakleniti.